Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico presenečenja, poklanjam Anuk, ki ravno danes, 28. marca leta 2025, praznuje svoj 5. rojstni dan. Draga Anuk, vse najboljše za tvoj rojstni dan. In v tokratni zgodbi bomo spoznali dečka po imenu Jakob, ki zelo rad riše. In nekega dne se mu je zgodilo nekaj neverjetnega. Njegov narisani prijatelj, gospod Kotiček, je oživel. Zgodba nas bo popeljala v svet, kjer se domišljija sreča z resničnostjo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici presenečenja za Anuk z naslovom Gospod Kotiček. Prva škatla se je pojavila pred tednom dni. Toda z vsakim dnem jih je bilo vse več. Spominjale so na kocke, iz katerih je mogoče zgraditi hišo. Odpeljala se bova po še več škatel, sta mama in oče sporočila Jakobu, ki je ležal na tleh in nekaj risal na bel list papirja. Kmalu se vrneva. Jakob je ostal sam med 4 stenami. Živeli so v majhnem stanovanju v 5. nadstropju in deček ni imel svoje sobe. Ob večerih je obesil odejo na žebljičke na steni in si predstavljal, da je postelja v kotu njegova soba. Po majhnem prostoru so skakali svetlobni zajčki. Tudi starši so zadnje dni skakali kot nori in težko jih je bilo ujeti. Jakob je bil hiter risar, zato na njegovem listu kmalu ni več ostalo nobenega praznega kotička. Vstal je, zajel sapo in čez 2 steni narisal širok rdeč nasmeh. Potem je narisal 2 okrogli očesi. Nenadoma pa se mu je zazdelo, da je risba pomežiknila. Deček je utrpnil, kot bi ga pičila kača. Kaj si pa tako začuden? Noben govoreči zajec Zuro iz tvoje knjige nisem. Kar si narisal, to si tudi dobil. Jaz sem gospod Kotiček. Hej, ti je muca snedla jezik. Kaj? Vidim, da bo malce trajalo, preden boš prišel k sebi. Raje ti povem zgodbo. Ta se skriva na steni pod tapetami na moji levi. To je očka Artur že zelo dolgo živi v tem stanovanju. Od takrat, ko je bil še sam majhen. Ampak njegovi starši, torej tvoji stari starši, zanj nikoli niso imeli časa. Enkrat so vlagali marmelado, drugič kuhali kumarice, tretjič marinirali rabovka ali nekaj podobnega. Tako so bili zaposleni s peso, krompirjem, jagodami in ribezom, da tvojega očka največkrat sploh niso opazili. Je bil žalosten? Se je vmešal Jakob. Ja, zato je vzel rdečo voščenko in je na steno naslikal prijatelje. Papiga je poganjala svoje kolesce. Hrček ni hotel ponavljati besed. Maček je brbotal, kot bi imel usta polna vode. Ribica se ni hotela igrati s klopčičem volne. Tvoj očka jih je celo odpeljal na stopnišče, da bi se tam igrali, vendar jih to ni razveselilo. Zdaj pa poglej na mojo desno stran, je rekel Kotiček. Tam boš pod tapetami našel še eno zgodbo. V pritlično stanovanje se je ravno preselila tvoja mama Julka. Takrat je bila še majhna deklica.
Zelo rada je barvala, ampak njeni starši, torej tvoji drugi stari starši, ji niso nikoli kupili nobenih pobarvank. Pšenični zdrob je pobarvala kar z borovnično, rabarbarino in višnjevo marmelado. S svojimi najokusnejšimi barvami. Nekoč je tvoja mama vzela voščenke in se lotila barvanja tapet. Med nama rečeno, malce jih je tudi popackala z marmelado. Stena je kmalu zažarela v najlepših vzorcih. Malo pa je iz nje tudi kapljalo. Vendar se je kmalu naveličalo ustvarjanje istih oblik, voščenke pa so postale polovico krajše. Tvoja mama jih je dobila za rojstni dan. Zelo je pazila nanje, zato jih je posadila v cvetlični lonček, da bi spet zrasle. Poslušaš? Je preveril gospod Kotiček. Jakob je prikimal. Kje sem že končal? Aha. Čas je, da razkrijem najpomembnejšo stvar. Nekoč je tvoja mama Julka zaslišala škrebljanje na stopnišču. Povzpela se je v drugo nadstropje in tam srečala tvojega očka Arturja. Nikakor ni mogel ukrotiti množice živali. Počakaj, je rekla mama in odhitela domov. Vrnila se je z voščenkami, umazanimi od prsti, in začela barvati. Pobarvala je mucka, papigo, hrčka, ribico. Kakšne barve pa bo tale? Je vprašal očka, medtem ko je risal konja. Od takrat sta postala nerazdružljiva prijatelja. Je zasanjeno zavzdihnil Kotiček. Pa potem? Mislil sem, da ne boš vprašal, je zasmrkal sogovornik. Vse dneve sta preživljala skupaj. Risala sta rože na pločniku, da bi zacvetele po dežju. Ko pa sta ležala na trati, sta oblakom narisala noge, da bi lahko tekali po nebu. Drug drugemu sta poslikavala obraz tako dolgo, dokler jo niso začele boleti čeljusti. Dnevi so minevali. Mama in očka sta neopazno odraščala. In potem si prišel ti. Prišel? Je čemerno ponovil Jakob. Odkot pa sem prišel? Poleg tega ne razumem, zakaj se moramo preseliti. Preseliti? Le kaj vam manjka tule? Saj vam ne zasedem veliko prostora. Je namrščil obrvi Kotiček. Če sem iskren, se ne spoznam prav dobro na človeške zadeve. Mar so tvoji starši pozabili to zgodbo? No, saj veš, ker so bili tako zaposleni s peso, krompirjem, jagodami in ribezom. Kaj, če bi malce osvežil spomin? Jakobu je bila zamisel všeč. Takoj se je lotil dela. Izpod sprednjih potez so švigale voščene iskre, svetlobni zajčki pa so se razbežali proč. Nenadoma je deček zaslišal, kako je v vratih zaškrtala ključavnica. Očka in mama, ki sta se vrnila, sta si ogledala risbo. Na njej so bili mucek rdečko, papiga rdeče perka, hrček rdeče repko in ribica rdeče oka. Jakob je na eno steno narisal mamo, na drugo pa očeta. Ne stojva tako, kot bi se nama barvica zataknila v grlu, se je prva oglasila mama. Prav imaš, raje dokončajva risbo, se je strinjal očka. In zavihala sta rokave. Mucek je skočil na tla, papiga je prifrfotala na strop. Hrček je splezal navzdol po steni mimo ribice, ki je opletala z repom. Z balkona je nos pomolil tudi konj. Družina se je zabavala vse do večera. Potem so posedli na tla in se še dolgo pogovarjali. O tem, kako so nekoč skupaj lepili tapete.
kako je majhen kaktus zrasel vse do stropa, kako je skozi odprto okno priletel velikanski čmrlj, kako je med nevihto na stopnišče zataval maček. Hej, bi bili tako prijazni in prisluhnili mojim zgodbam? Je vzkliknil gospod Kotiček, vendar ni dočakal odgovora. Lepa reč. Najprej vsi hočejo biti tvoji prijatelji, potem pa takole. Povedal vam bom, kaj se skriva pod posteljo. Iz enega kotičkovega očesa je že skoraj kanila solza, a pri priči so se ob njem znašli mama Julka, oče Artur in Jakob. Vsi skupaj so kotičkov pordečili lica, mu uredili brke in mu nadeli elegantna očala. V tistem hipu je postal najsrečnejši kotiček na svetu. Se moramo res preseliti? Je naslednje jutro vprašal Jakob, medtem ko je zlagal barvice. Mama je v kuhinji praznila hladilnik, očka pa je v sobi urejal nogavice po barvah. Vse povsod so ležale škatle in tvorile zapleten labirint. Prerasli smo že to stanovanje, tako kot prerasteš hlače. In vse najpomembnejše bomo odnesli s seboj, vključno spomini. Pa bomo v novem domu lahko narisali gospoda Kotička. To bo prva stvar, ki jo bomo storili. Družina se je odselila in malo stanovanje se je vselil pisatelj. Ko je videl risbe na stenah, se je odločil, da bo napisal to zgodbo. Kdo bi vedel, ali je izmišljena ali resnična? Kakšna zgodba, prav neverjetna. Jakob je spoznal, da njegova domišljija nima meja. Tako je ustvaril prijatelja, ki mu bo vedno stal ob strani. Gospod Kotiček nas uči, da s svojo ustvarjalnostjo lahko ustvarimo svet, v katerem ni omejitev, ker je vsaka risba lahko živahna in polna presenečenj. Dragi otroci, tudi vi imate moč ustvariti svoj svet domišljije, ki naj bo vedno poln novih dogodivščin. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice pod umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Mala Blani in pogumna Murva, ki vas bo navdušila z spodbudnim sporočilom o vztrajnosti, pogumu ter o izzivih, ki jih življenje nenehno postavlja pred nas. Vabeni k poslušanju. Ohranimo svojo domišljijo in naj nas naše sanje vodijo v boljši jutri. Prijeten kotičkov pozdravček prav vsem. Čau, čau. Super pravljica. Mogoče pa se tudi tukaj skriva gospod Kotiček. Kdo bi vedel?